kar smo že prej ugotavljali, ne samo, da ljudje ne poslušajo več politike, ampak da tudi voliti ne grejo. Ne. Tukaj se bo tudi treba vprašati, na kak način v šolskem sistemu integrirati to zavest, da je to nekaj plemenitega, da imaš to možnost, da imaš sploh možnost iti odločati. Vsi pred volitvam bojo rešili svet, pa Slovenijo ne bojo. Sploh pa ne taki, ki so že 35 let na sceni. Ne. Z nami je Luka Goršek, podpredsednik stranke Socialni demokrati. Mi sva se že zmenila, da se tikava, tako da verjetno bom jaz vmes kakšno na vi rekel, ampak se bom potrudil. Ma ne, probimo se tikati, živijo, hvala za vabilo tudi. Ja. Kako si? Kaj je zdaj predvolilno obdobje? Kaj se dogaja? V bistvu, če sem čisto odkrit, bil sem že boljš. Ni se še začela predvolilna kampanja, pa je že v bistvu zelo napet vse skupaj. Začeli smo že malo hoditi po Ljubljani, malo kampanjo nekako delati, ne čisto direktno pa uradno. Ampak takno, je kar zanimivo, tak, da bi rekel, da sem že imel kakšne bolj prespane dni tudi. Sploh še najdeš čas, da se sprostiš? Ma ja, mislim, najdem še, malo moram kompenzirati malo za zasebnim lifeom, ampak je, se pravi, najdeš kak dan, 2 dni, da si malo popoldne pol bolj fraj vzameš, ampak je, v redu, se najde. In kaj je to, šport, kultura, muzika? Ma za kulturo je manj časa ta moment, drugače pa kajak. Ponovadi grem malo veslati, tu po Ljubljanci, na špici dam kajak noter, grem malo potem proti Vrhniki dol, pa prilično kak pir vzamem zraven, če ni premrzlo, pa potem malo si oddahnem. Tam na vodi ni nobenega, ko bi mi s politiko težil, tako da mi je to nekak idealna situacija. Pol. Ja, koliko časa pa že kajak voziš? Ma, v bistvu je situacija taka, da včasih sem se z alpinizmom bolj ukvarjal, malo sem hodil plezati, ampak zdaj pa nimam več časa. Ne. In ker nimam več časa, sem mogel najti nekaj, kjer pač, če nisi izbran, ne ogrožaš nekoga druga. Ne. In nekako mi je bilo najbolj idealno, če grem malo na vodo. Ne. Voda že sama po sebi zelo pomirja in samo da imam tam nek mir. Recimo, da zdaj že ne vem, 4-5 let kajakarim. Upam, da bo tudi po marcu isto časa za to. Ja. Držim pesti. Kaj pa, ko si bil mlad, isto tako šport? Ali... Ko sem bil pa mlad, sem se pa zelo različnimi športi ukvarjal, v bistvu downhill sem tudi fural s biciklom, takrat sem še tudi malo plezal, ribolov, z očetom smo dosti hodila ribariti, tak, no, vsega malo je bilo, no. Pa dosti sem še malo risal, neke stripe pa to, ampak vse te stvari, ne vem, ni bilo več časa nekako po faksu, da bi se s tem še ukvarjal, ampak enkrat verjamem, da imel mogoče čas, pakom star pa z brado pa nekje na neki verandi. In kdaj te je politika zahakljala? To je pa zelo ena zanimiva zgodba. Takrat, ko sem v bistvu delal kot prekarc prek študenta, pa prek nekih pogodb, iz katerih sem se v bistvu naučil, da marsikdo zna izkoriščati mlade, ko vstopamo na trg dela. In takrat sem bil že tak, v bistvu sem po duši zelo uporniško naravnan. Ne. In ko sem ugotovil, da vse, kar delam, nekako nima nekega bistva za prihodnost, recimo za mojo pokojnino, za delovno dobo, ker je žal tudi si kdaj primoran delati v neki sivi coni oziroma v neki sivi ekonomiji, to priznam, ne, da sem tudi jaz bil podvržen temu nažalost, ker imaš občutek, da nimaš druge možnosti za zaposlitev takrat, pa jaz sem še bil v času krize toliko star, da sem prihajal na trg dela in takrat sem si rekel, da nekako je treba to spremeniti. Ne. Malo sem bil jezen, malo sem bil živčen in sem si rekel, ne bojo za te starci meni govorili, da to je edina možnost, ki jo imam. Ne. In tak je pol prišel do tega, da sem šel v politiko. Sicer se še dan sprašujem, če je bila to prava pot, ampak lej. A kdaj obžaluješ? Iskreno, na mesečni ravni, kdaj je sigurno en moment, ko si rečem, pa ti je res tega treba. Res, iskreno se marsikdaj vprašam, da bi bilo lažje, če bi delal karkoli druga. Ne. Mislim, karkoli druga, če bi delal, ne vem, mogoče kaj, kar bi me bolj veselilo, ampak tu ne gre za to, ali me veseli ali ne, ampak kar jaz smatram, da je mus, recimo. Ne. Kaj te pa žene še vedno naprej? Kaj je ta motivator? V bistvu z vsakim napadom, ko sem ga deležen, ali pa z vsakim nekim izpadom, ko ga imajo dejansko te naši nekateri boomerski politiki, me bolj žene, da je treba jim antipod postaviti. Ne. In to je težava dan danes, da moja generacija, pa tudi tvoja generacija ne razumemo tega, da ker ne vstopate ali pa ne vstopamo v politiko, ne dajemo antipoda oziroma neke kontra tem, ko so že nažalost 30 let aktivno v politiki. Ne. In to je težava in na ta način pač te ljudje prosperirajo že zelo predolgo, če se mene vpraša. In to se pol kaže tudi na komunikaciji njih za javnostjo, ker vejo, da v bistvu
ni neke mase, ko bi jih izpodbijala na vsakih volitvah ali pa vsakem mandatu, nažalost. A je čas, da se mladi vključijo v politiko bolj aktivno, no? Tudi v vejo odločevanja? Pa. V bistvu, enkrat sem že na enem podcastu govoril o tem, zdaj, jaz mladih niti ne vabim v politiko, zaradi tega, ker to mora vsak sam presoditi, ali bo šel ali ne bo šel. Ne rabi teh nekih klišejskih vabil, pa nekih klišejskih govorov, da zdaj rabimo maso mladih v politiki. Morajo se pa zanimati za politiko, ne? Ker politiki, vsaj tem, o kateri smo zdaj govorili, te establishmentu, je v interesu, da se nasplošno ljudje, sploh pa mladi, ne zanimajo za to, kaj se dogaja v politiki, ker pa imajo proste roke, kaj lahko delajo, ne? Pole sam ne bo meja. In tukaj v bistvu je pa bolj apel na temu, da se ljudje nasplošno, predvsem tudi mladi, začnete aktivno nekako informirati o tem, kaj se dogaja, ne? Ker tukaj bo pol pritisk večji na vseh nas, ki smo aktivni že v politiki. Rabimo pa kritično maso, ne? Se bojim, da politika je uspela, pa ne samo desna politika, tu je treba opozoriti, zdaj že del liberalne politike je dosegla to, da so kritično maso že skoraj utišali, ne? In jaz upam, da na teh volitvah bojo ljudje prepoznali, da morajo biti kritični, ne? Da ne bojo samo glasovali proti nekomu. Pa zdaj govorim za obe strani, ne? Ja, to je problem, no, v politiki se ta konflikt je med osebnim interesom, da ostaneš pač na oblasti, pa pač da nekaj dobrega narediš na družbi. Ja, sej, jaz mislim, spet smo pri starejših, ki so že 30 let v politiki, ne? Ko si 30 let v politiki, imam jaz občutek, da ne samo, da zgubiš tisti malo revolucionarni boj ali pa željo po spremembah, ampak si že potem deloma noter v enem segmentu politike, ki pa je tudi del posameznih interesov oziroma osebnih interesov, ne. Tu pa pol se veš, to pa potem prinese tisti najslabši del politike, ne. Kjer se potem prekupčuje z glasovanjem, prekupčuje se z stališči oziroma kako boš ti oblikoval stališča. Eni bi temu rekli, da je to nekako čar politike, da najdeš konsens. Sam pod tem konsenzom se skriva pa v bistvu prekupčevanje potem, ne. In tukaj pa pač na ljudeh, da zberejo, prepoznajo tudi to, ne. Ja, no, veliko ljudi reče, da sploh nočejo glasovati, ker njihov glas ne šteje, če v bistvu mislijo, da njihovo mnenje pač nič ne pomeni. A pa, ja, te ljudje se ne zavedajo, da oni odločajo na koncu, brez da grejo na volitve, ne. Jaz še vedno sem prepričan, da na koncu odločijo tisti, ki ne gredo na volitve. Zaradi tega, ker v bistvu potem manjši del tisti, ko grejo, ne, odločajo namesto njih tudi. Ampak žal se jim ni kaj očitati, sej v bistvu dva politična pola v tej državi sta toliko zakisala, da se bom lepo izrazil, da ne boste rabili karkoli cenzurirati, politično sfero, da enostavno, kar smo že prej ugotavljali, ne samo, da ljudje ne poslušajo več politike, ampak da tudi voliti ne grejo, ne. Je pa res, da naprimer razvitejše države, skandinavske države imajo zelo višji rating udeležbe na volitvah, ne. Se pravi, ljudje imajo neko večje zavedanje, da morajo iti odločati o svoji prihodnosti, ker ne odločajo samo o moji prihodnosti, odločajo o svoji tudi, ne. Ampak žal, tu se bojim, da jih vedno težje prepričamo, da grejo voliti, ne. A to tudi do staršev, no, ker tudi starši pač svojim otrokom, ne bom zdaj izrazil uporabil, kaj reče, ampak odsvetujejo in udejstvovanje v politiki in pač spremljanje, da je politika pač neki brez veze. Mislim, ja, starši imajo veliko vpliv tukaj, ampak ne more biti to zdaj odgovornost staršev, da otroci ne grejo pač voliti, ne. Zdaj, tukaj se bo tudi treba vprašati, na kak način v šolskem sistemu integrirati to zavest, da je to nekaj plemenitega, da imaš to možnost, da imaš sploh možnost iti odločati, ne. Vidimo nekatere države že tudi v Evropi, pa se vidimo tudi že v Ameriki, se bo zgodilo to, da pa bo ta pravica vedno bolj nekako ošibljena, ne, v bistvu, ne. Ker občutek v Ameriki je bil tudi pred temi volitvi, pa se kaj pa njihov glas šteje, ampak na koncu smo pa videli, da se zna pa res en flip narediti, če ljudje ne grejo voliti, in Donalda Trumpa so izvolili tisti, ki niso šli voliti, ne. Tako da tukaj je bolj tudi, ja, odgovornost šolskega sistema, da
razloži, zakaj je treba iti na volitve. Ne. Mogoče bo zdaj kdo jezen od pedagogov, da na njih dajem to odgovornost, ampak samo starši niso. Ne. Ja. Pa mediji. Tudi mediji morajo načeloma osveščati, ne da se postavljajo na stran politike, ki bi jo podprli, ampak da se postavijo na stran agitiranja, da grejo ljudje na volitve. Ne. Pa za kogarkoli. Pač Pa za kogarkoli, samo da spregovori narod. Ne. Ja. Kaj pa to, da bi bile obvezne, no? Da bi po zakonu, kot v Švici, recimo? Ja, mislim, jaz osebno sem zagovornik tega, da bi bilo to obvezno, sploh naprimer pri referendumih, ne. Je pa potem spet vprašanje, na kak način to izvediti. Ne. Ker načeloma nisem, pa to mogoče, ker tudi sem mlajša generacija politike, mal čuden, da nisem naprimer za volitve, e-volitve. Ne. Ker vseeno mislim, da naš sistem je toliko perfekten, da bi lahko tudi naredili obvezno glasovanje oziroma obvezne volitve na način, ki ga že imamo. Ne rabimo to delati preko telefona ali pa preko računalnika, kjer imaš ti v bistvu moraš toliko enih varnostnih varovalk dati, plus da so možne manipulacije, kjer starejši ljudi potem doma nekdo dobesedno malo zmanipulira, kaj mora obkrožiti. Ne. Ko greš ti na stojnico oziroma tam na volilni okraj, noben zraven tebe ne stoji, ko ti obkrožaš. Ne. Ja. Ni nekega pritiska. Ne. Tako da ja, obvezne volitve so ena izmed opcij in jaz mislim, da bi mogoče celo mogli to narediti. Ne. Kaj pa umetna inteligenca, kako gledaš na to? Pač uporablja se vse več, v bistvu v vseh življenjih je prisotna. Ja, tu pa zdaj dvorezen meč. Ne. Jaz mislim, da umetna inteligenca je tukaj. Zdaj, ali govoriti, ali jo rabimo, ali ne, jaz mislim, da jo moramo izkoristiti sep v prid. Ne. Problem pa je, da se naveže mogoče na prejšnjo temo na volitve. Problem je, ko z umetno inteligenco lahko začneš manipulirati tudi volilne izide oziroma kreiraš volilno oziroma politično energijo v neki državi. In to se že zdaj izkazuje z nekaterimi manipulacijami, ko se delajo te photoshopi prek AI-ja pa razni videi in starejši ljudje, pa ne rekel sam starejši ljudje, vsi smo podvrženi temu, da mogoče temu celo verjamemo. Ne. Vidimo, da naprimer veliko vpliv je tukaj iz tujine, iz Rusije, iz Izraela, iz ne vem kje vse, ki potem posegajo po takih elementih ali pa orodjih, da kreirajo predvolilno obdobje. Ne. Ena bojazen je tudi v Sloveniji, da bi se nam to lahko zgodilo in to je ena izmed slabih strani AI-ja. Ne. Potem druga, kjer jaz vidim bojazni in to bomo mogli nasloviti, je to, da bo AI začel izpodrivati delovno silo. Ni problema, če začne izpodrivati delovno neke oblike dela, ki so res fizično zelo naporne, čeprav glih ta del ne na koncu nadomesti. Ne. Problem je, ko bojo začeli v bistvu tudi prodajalke zgubljati delovna mesta, pa mogoče grafični oblikovalci, pa v bistvu vsi smo nadomestljivi že skoraj. Ne. In v Ameriki že imaš naprimer plakate korporacij, kjer pozivajo, da naj v bistvu delavce že dajo na zavod za zaposlovanje, da jih lahko nadomesti AI. Ni problema, ok, to vemo, da se bo zgodilo, ampak kam bomo dali te ljudi? S čem se bojo preživljali? Od kje bojo dobili denar? In tukaj pa jaz mislim, da kot socialni demokrati pa moramo najti ta nek univerzalni temeljni dohodek, da ga ljudje dobijo. Ker tukaj bojo najbolj v bistvu nastradali glih starejši, ki se težje prilagodijo nekim novim delovnim okoljem, ko morajo po 10, 15, 20 letih menjati službo. Ne. Sploh, če je to z digitalizacijo povezane. Ja, v bistvu AI lahko nadomesti pač vse službe, no. Ne še, ampak s časoma bo pač toliko napreden, da bo pač nadomestil vse možne področja. Tako da, a je zdaj, da zamejimo AI, ali je pač, da omogočimo tem ljudem, kaj jim vzame službo, neko drugo delo? Mislim, zdaj ga ne moreš več zamejiti. Ne. Čas, kjer si lahko ti zamejil AI, je bilo mogoče leto nazaj ali pa 2 leti. To je zdaj skoraj že nemogoč. Ne. Treba ga bo prilagoditi na ta način, da bo vse nekako pozitivno vplivo na družbo. Ne. Moramo tudi nekako razumeti to, da mi ne vemo, s katerim orodjem umetne inteligence je bil narejen en video, ki je bil sproduciran za politične manipulacije, je še zelo en tak anomalija, ki jo moramo dodelati na nivoju Evropske unije. Ne. Jaz ne bi rekel, da je treba omejiti, treba ga je prilagoditi, ljudi je treba izobraziti, kaj lahko delaš z AI-jem, zato da ga bojo lahko uporabljali, pa zato, da bojo znali prepoznavati, kaj jim je nekako suflirano, napladno in da ga bojo znali tudi vsi prepoznati, ne, kaj je produkt AI-ja.
Pa to, kar smo že rekla, te ljudje, ko bodo izgubili službe zaradi tega, jim je treba nekakih obdržati na trgu dela ali pa jim omogočiti nek temeljni dohodek. Ne. Zdaj sem pa že videl, da v bistvu zdaj že kirurške posege delajo z umetno inteligenco. Ne. Sicer tega si ne bi upal delati. Ja. Ampak, okay. Malo riski. Ja, ker je riski. V bistvu, ne. Čeprav pol je to tak, ne, ali je AI riski toliko, ko mogoče kirurg, ko je prejšnji večer mogoče malo slabše spal. Ne. Sej, odvisno, komu zaupaš, ne, sploh ne. Ker, če AI dela perfektno, pa mu ti ne zaupaš, boš verjetno še vedno raj s kirurgom bil. Ja, čeprav se pravim, lahko se pa kirurg ni naspal, pa imaš še problema, pa še slabši. Problem. Tak, da. Kaj pa socialna mreža, kako vplivajo? Mislim, če mene vprašaš, so socialna mreža 50% vsega, kar ljudje, iz koder ljudje informacije črpajo, zato da se pol odločijo, koga obkrožiti. Ne. In tu pa smo spet ne, pri nekih likih političnih, ki, mislim, to je že absurd, čega vsega se poslužujejo. Ne. Imamo primere, ko bi res politiki že naredili čisto vse za pozornost. Ne. In je prav, po eni strani je smešno to gledati, po drugi strani se pa res vprašaš, v kakem času živimo. Ne. Jaz, na primer, TikToka izpred pol leta nisem ga sploh želel imeti, ne, ampak ti enostavno bolj povejo, da nisi konkurenčen, če ga nimaš. Ne. In če si iskren, s tako muko v bistvu uporabljam TikTok, ne, ker enostavno nisem toliko star, da bi se mi zdi bilo toliko, da bi se toliko zlil s tisto vsebino na TikToku, ne, ampak pač tu si moraš to narediti, ampak fajn je, da vseeno to dostojanstveno nekako delaš. Vseeno si človek, ki ga ljudje zbirajo, da boš enkrat vodil državo in da tam v bistvu igraš klovna gor, ne vem, se mi zdi malo izpod nivoja. No. Ja. Čeprav je smešen, je v bistvu dosti žalosten, no. Ker pa te ljudje bojo vodili državo, zdaj pa neke fore iz TikToka pa snemajo se. Ja, pa te v bistvu fore Gen Z-a pa to uporabljajo, ker hočejo biti, ne vem, hočejo se poistovetiti s to generacijo, ne, ampak mislim, pa sej mladi niste naivni, da bodo padali na to. Glih kontraefekt. Glih kontraefekt je. Se isto se pa vsebine zbira. Ne. Veš, naprimer, zelena politika je bila, se spomnim 2022, pa še 2018 so vedno te boomerski politiki vedno, ja, pa to je zdaj hit, to se moramo dotakniti. Mislim, mladi niso naivni. Se pa vidijo, kdo to na pamet nekako prebrano pove, ne, kdo pa dejansko čuti problem v neki vsebini. Ne. Malo podcenjujoč odnos imajo, no. Ampak se pravi, ljudje niso naivni, spregledajo take stvari, upam. Se bojo oglasili, če bojo videli. No. To je problem, no, da v bistvu program kujejo, glede na to, kaj jim bo dobili največ glasov, ne pa kaj je v bistvu najbolj za družbo. Veš, mislim, tudi to je en izmed problemov, da politika danes program ali pa kar bo posameznik v politiki rekel, oblikuje na podlagi javnega mnenja. Jaz, ko sem prišel v politiko, nekako se spomnim še starejših politikov, ti se jih sigurno ne boš spomnil, Potrč, pa Majda Potrata, pa še marsikdo drug, tudi Bučar. Oni so se zavedali, da morajo oni oblikovati javno mnenje. Ne, oni so nekako za svojo vsebino prepričevali ljudi in oblikovali to, kar so sami videli, da je težava in je potrebno rešiti. Danes se pa naredi javno mnenjska raziskava, vpraša se ljudi, na podlagi tega potem politika argumentira, pa potem diskutira. Ne. To je napaka, mislim, ti moraš s svojimi argumenti, za svojo vsebino oblikovati javno mnenje. In ljudem razložiti, zakaj, če 70% ljudi za, ne vem, pa raj ne bom primerov dajal, zakaj mogoče to ni prav, ne. Iskati sistemske rešitve, iskati smiselne odgovore, ne populistične, ne momentalne, zato ker boš takrat pač dobil malo več rejtingov. Ja. To je prilagajanje glasovom. Ja, mislim, včasih imam občutek, da smo tako v neki knjigi od Orwella. Ne. Tak, parkrat se mi je že zgodilo, da sem se prav mogel samega sebe vprašati, pa to se res dogaja, ali smo res v bistvu politiko spravili na ta nivo. Ne. In tudi, naprimer, da se vrnem k socialnim omrežjem, nek hit se zgodi na socialnih omrežjih, kar je popularno, ali pa se neka tematika začne na polno rolati, ne, in je politika primorana se odzvati na to, ali pa povzeti, ali pa absorbirati to. V bistvu jim dobesedno že javnost sugerira, nam sugerira, kaj je treba delati. Ne, in to ni prav. To je... Ni več tega argumenta moči, no, na kratko, če lahko rečem. Ja. Žal. Ampak tudi upam, da se bo to spremenilo enkrat. No.
Ja, bomo videli. No. Ja, mlajši se boste mogli nekako vklopiti. ali pritisk izvajati na politiko, ali se vklopiti v politiko, čeprav se pravim, to nobenega ne vabim, ker mu hoče mirno življenje in lepo življenje, ne? Ampak bolj kritično se pa more nekako nastopati. Ne? Močen argument ali pa protest. Ne? Ampak ja, more biti ta neka kritična masa. Ne? Naprej, če pogledamo Francijo, tam 2krat na 5 let gori Pariz, ne, se ne pravim, da je to prav, ampak ljudje izvajajo so strastni. Ja, so strastni, ne, in prav je, da so ljudje strastni. Morajo biti, v njih se odloča. V vsakem posamezniku, vsaki posameznici. Ne, in politiki se morajo bati kritike mase ljudi. Ne, in Slovenija se mi zdi, da je malo smo zaspali. Malo smo v coni udobja. Tako na tem kavču, ne, naprimer peč je udobno, vse in pol je prepozno enkrat, ko se nakopiči nekih problemov. Ne. Ja, pa nekako tudi hitro pozabimo, no. Pride neka stvar, smo vsi izven sebe, 2 dni pride reklama za Hofer, pa že pozabljeno. Što pa tudi politika zelo spretno nekako že zna sanirati, ne, to so pa populisti v Evropi omogočili, ne, da v bistvu, ko pride neka afera, ko se zgodi, da je nekdo obtožen nečega, ne, hiter zna politika suflirati neko novo novico, ko je bolj absurdna, ampak je bolj minorna, ne, in se ljudje bolj ukvarjajo s tem. Naprimer, ne vem, od premijeja pes je ne vem, kaj naredil in pa se ne ukvarja s tem, kaj je premije. Domnevno narobe naredil. To so že v bistvu šablone, kako zmanipulirati neko novico, ko se vidi. Doktrina šoka, kako doktrino šoka izvajati. V bistvu. Ja. Tako da žal, tudi to je malo. Mislim, da je bilo prav, da politiki nimajo PR-ovcev, da bi rabili biti, kakor so. Ja, mislim, to je tudi tak. Ne, PR-ovce rabijo ali pa rabimo. Ne. PR je en tak segment, ko ga rabiš, pa so pa tukaj politični svetovalci. Ne. To je pa včasih res, ko to gledaš, je pa res absurdne. Če nekomu, pa tudi spet ne bom rekel poimensko, če ti vzameš in to ljudem na najvišjih funkcijah v tej državi politične svetovalce, sem prepričan, da nekateri ne bi znali 3 stavkov več povedati sami. Žal, ampak to je pa tudi, ni sam slovenski pojav, to je globalen pojav v politiki. Ne. Je pa tudi to težava, da se potem obdajajo najvišji funkcionarji z ljudmi, ki jim nikakršne kritike ne dajo. Ne. So veš, Julij Cezar je imel človeka zraven sebe, ki, ko sta hodila po ulici, mu je skozi govoril, ko so mu ljudje ploskali, nisi bog. Ne. Mislim, v Sloveniji imam občutek, da je glih obratno. Ja. Dajo si okoli sebe tiste, ko jih konstantno samo hvalijo in jih nosijo po rokah. Ne. Mislim, si predstavljam, si ti največje kritike daš okoli sebe. Če ne boš nikoli realne slike dobil, ali si ti neki prav naredil, ali nisi. Ne. Ampak, dobro. Ja, ljudje se jezijo, tega pa trepljajo po ramenu, pa sej si vredo. Ja, pa še po možnosti, ko jim hrbet obrnejo, pa svoje iskreno mnenje povejo nekomu drugemu, ki ni tako komu. To so si sami krivi potem. Ne. Se koga pol sploh volimo tega svetovalca? Dobro vprašanje, ja, mislim. Ja, pol v bistvu včasih se zgodi, da ljudje bolj volijo neko agencijo ali pa nekega svetovalca, ki je momentalno pač določil kurs stranke. Ne. Tu pa moram reči, ne, zdaj, tukaj pa je vse en prednost nekih tradicionalnih strank, ki imamo neko organizacijo. Ne. Mi imamo nekje čez 9000 članov. Ne. Tam pa težko, da ti bo samo politični svetovalec karkoli sugeriral, ker boš mogel iti čez določene organe stranke. Ne. In tiste stranke, ki imajo to demokracijo noter, ne, čeprav vedno manj je takih, tam boš težk kurs politike spreminjal samo na podlagi političnih svetovalcev. Bojo organi stranke to odločali. Ampak še enkrat, vedno manj je takih strank, ker pač ta pojav novih obrazov, ki to niti niso, ne, pač tak, kot je. Satelitov. Ali satelitov, ali pa novih obrazov. Mi smo država, fenomeni smo, vsake volitve nov obraz, ki je ponavadi verjetno iz neke, ne vem, katere stranke, ki je obstajala že 20 let prišel, pa stranke, ki so narejene samo zato, da bojo nekomu omogočile še par dodatnih glasov, da dobijo zastavo koalicije. Ne. Ja, to je zanimivo. V bistvu vse stranke se vedno borijo za neko, vse te nove stranke se borijo za neko kao boljšo Slovenijo, pa neki. Pa v bistvu po volitvah 4 leta minejo, pa naslednja nova stranka reče, da to niso nič naredili pametnega in pa se pač sam to cikla v krogu. Veš kaj, še večji absurd, da v bistvu pred vsakim volitvam te nove stranke
pa ne samo nove stranke, tudi vse stranke obljubljajo, da bo rešile svet, da bo rešile Slovenijo, da bo ne vem kaj. Ne. Potem grejo v koalicijo in potem iz te stranke, ki je to obljubljala, nastane še ena stranka, ker bojo ljudje, ki niso prišli na funkcije, tako kot jim je bilo mogoče obljubljeno, naredijo še eno stranko in potem je spet veriga sklenjena in gre vse na novo. Ne. Vse smo imeli novo nastale stranke ali pa imamo novo nastale stranke, ki niso take, ki so dejansko vsebinsko dobre, niso zdaj vse, ne. Mogoče toliko slabe, ampak naprimer, ko sem jaz tudi zbiral, kam bom šel v stranko, bi bilo takrat veliko bolj oportuno, da bi šel v eno, ki so javnomnenjske kazale veliko boljš, to je bil takratni SMC od Mira Cerarja, ne. Ampak veš, da taka stranka mogoče naslednji mandat sploh ne bo več obstajala. Če hočeš ti resno iti v politiko, če se hočeš res iz svoje osebine, kar čutiš, nekam vključevati, pol pač bo šel v tisto stranko, ki ti zdi najbolj smiselna njena osebina, da se ti postovetiš z njo. Ne. Potem pa to stranko začne spreminjati od znotraj, če ti ni všeč. Meni tudi SD leta 2013, ko sem šel tja, ni mi bila glih fantastična stranka. Nisem glih bil, ne vem, tam, da bi že takoj majico nosil SD, ne, ampak sem se zavedal, da če mislim res nadaljevati, bom od znotraj mogel spreminjati. Ne. Je vseeno bilo boljše to, ko pa da grem momentalno v neko novo nastali projekt, ko ga potem že kmalu več ni bilo. Ne. In si zadovoljen? Obžaluješ? Z izbiro stranke? Ja. Ja. Mislim, ja, glede na vse stranke, ki danes obstajajo, se mi zdi še ta najbolj optimalna. Jo pa bo tudi treba spreminjati, seveda, mora iti v korak s časom, mora malo vsebine, seveda, prilagajati času, gledati na prihodnost, kar je nam uspelno, ampak nobena stranka ni perfektna. Nobena stranka ni perfektna. Jaz tudi kdaj komu, ki je član kire druge stranke, ne, pa začne v bistvu kritizirati svojo stranko, ga vedno vprašam, pa kam boš pa šel, se ti zdi, da je kira boljša, ne. Pa ljudje začnejo sami pri sebi študirati, sej. To, da si nezadovoljen s svojo stranko, ni nič narobe. Pa te bo vsaj gnal, da jo boš spreminjal. Ja. Ne. Ampak, dobro. Treba biti optimističen, no, da lahko nekaj spremeniš, da nisi sam pesimist, pa rečeš, ta slaba stranka, pa pač si v tem kvadratku, si v tej coni obdobja, pa... Ja, mislim, mi smo našo stranko, ko sem še vodil pod mladeka, veš, če je bilo 10 let nazaj v predsedstvu, sta bila 2 mlada človeka oziroma 2 mladoforumaša, mladi forum je pod mladek, ne. Smo mi 2022 toliko oziroma se potrudili, pa toliko smo imeli enega zavedanja, da je to stranko treba spreminjati, pa da mora iti v korak s časom, da jih je danes, mislim, da 4, pa mladi forum je takrat prvič dobil podpredsednika, to sem bil takrat jaz. Plus, da smo dobili poslanca v državni zbor. Ne. Se pravi, je bilo neko zavedanje v tem, da smo tam ne samo zato, da rečejo, vse imamo mlade v stranki, ampak zaradi tega, da spreminjamo to stranko znotraj, ker vemo, da bo še ta stranka dolg na politični sceni. Ne. In spreminjati greš stranki, ki bo dolg na politični sceni, ne te instant projekte. Ne. In tu se začnejo spremembe. Pol tudi marsikjer lev mlad, oziroma mlad predstavnik, ki je lev, reče, ja, pa SD, pa našteje neki težav, ne, ampak mi rečeš, ja, sej, ja, ne, sam mi bomo še dolg na sceni in zato prid zraven, pa zraven spreminjati to stranko, ne. Sam je težko, se pravim, prepričati ljudi, da pridejo pa na tak način, ne. Pa če gre nazaj na tebe, kako izgleda tvoj dan zdaj, kot podpredsednik SD? Zjutraj se zbudim, pa še prej nastopim iz posla ven, pogledam novice, da vidim, če bomo mogli se na kaj odzivati. Ponovadi, ker s težavo to pogledam, ker ta mandat je bil kar razborljiv, ne. Potem pa seveda v pisarno, gremo čez vse te tekoče zadeve, projekte, ko jih imamo odprte, pa se kar hitro zgodi, da že kaki novinarji pokličejo, ker zdaj nedolgo nazaj so me imenovali za predstavnika za stike z javnostjo oziroma dajem jaz uradne izjave potem, ne. In pol imamo v bistvu kar dost popoldanskega časa, da se z novinarji kaj usklajujemo, pogovarjamo, dajem kakšne izjave, pa samo upam, da v četrtek ne rabim na kako tarčo iti, Henrik Žnidaršič, ali pa da kak Uroslak ni, kakšne težke teme odprl, da moram iti to zagovarjati tja, ne. Če pa le možno, grem pa na kajak, ali pa tudi se že dolgo v gledališču nisem bilo dobro, da bi šel malo. Se pa tudi kak tak večer zgodi, da se pa
malo gremo ven, pa na kak špricer. Pa. Da malo pozabimo na vse težave, ko se nam nakupičijo. Ne, ampak, Ja, pa zvoni telefon, pa Slack kliče. Pa zvoni telefon, ja, pa Slack kliče, pa malo živčnosti, ampak dobro, vse nekaj. Greš raj na Tarčo ali na 24 ur zvečer? Ja, mislim, da noben ne hodi rad na Tarčo. In to je edino pravilno, ne? Ker delo medija mora biti, da ti tam švicaš, pa da te novinar zateguje, zato da zve vse, kar rabi zvedeti. Ne? Ampak moram reči, da mi je bilo mogoče, na Tarči mi je bilo veliko bolj strah ponovadi, ko lahko pričakujem. Pa v obe oddaji sta mi v redu. Pa v obe oddaji v bistvu oba voditla dosti spoštujem. Ne? Nista voditla, ki bi ti pstila dihati. Ne? Ampak ponovadi je Erika veliko bolj neprizanesljiva. Tako da moramo obdržati Tarčo, zato da bomo malo še švicali tam. Tista politika, ko bo šla take oddaje klestiti ali pa jih omejevati, si ne zasluži biti na oblasti. Ne? Pravim, ti moraš biti kot politik, te mora biti strah, ko greš na oddajo. To mora biti primarno, novinar mora imeti rečemo temu status nekoga, ki te špana, ne. Je to pravo novinarstvo, to raziskovalno. To, da se ne upogneš, ampak da mrcvaraš politika, dokler... To mora biti, če smo razvita demokratična država, saj okvir ti lahko povejo, ampak da ti ne veš, kaj pričakovati tam, ne, da te dobijo na levi nogi. Ne. Se ker drugače sam se naučiš na pamet, kaj je slovenščini. To, floskule so pol, ne, in pol je to je konc demokracije. Novinarstvo je res, mislim, da ena najpomembnejših segmentov države. Ne. Tega moramo braniti za vsako ceno, če ne se nam bo zgodilo isto kot Madžarska ali pa Amerika, na primer. In tudi spoštovati medije, ker njim tudi ni lahko. Novinarjem, danes so novinarji zelo sovraženi, sploh zaradi pojavov tudi na socialnih omrežjih, alternativnim medijem. Ne. Ampak to ni na podlagi nobenih dejstev, na nobenih javno znanih informacijah, ki bi temeljili na nekem raziskovalnem novinarstvu. Ne. To, kar pa temelji na raziskovalnem novinarstvu, pa žal nima več toliko spoštovanja, kot je imel recimo 20 let nazaj, plus tiskani mediji, ne, in vse ostalo. In treba je to zaščititi, ker ko mediji začnejo šepati, začne šepati tudi demokracija, nažalost. Ne. Jaz se, ker mediji imajo to v bistvu možnost, da v politiki v bistvu vse in obvešča in raziskujejo. Zato je treba tudi, da pač niso pristranski. Točno to in zelo pozorni moramo biti, kateri politiki so tisti, ki potem tudi kritične medije v posameznih mandatih želijo omejevati. Ne. To je nek indikator, da nek politik potem že ni tam zaradi nekih pravih razlogov, ja. Rečemo temu. Da se odloči, kjero novinarstvo bo ukinil glede na to, kako so ga pred volitvami obravnavali. No, sej v bistvu, ti si rekel, jaz si mislim. Ja. Ampak tukaj potem pa celo medije kriviti, pa vi ste tak okvir postavili, se ti odgovarjal. Vsi si sam kriv, bi pa takrat študiral, kaj si rekel. Ne. Ampak moram reči, da tudi tukaj moramo veliko več pozornosti devati kot politika na to, da se zaščitijo medije, kot smo. Smo že bili kar malo pozni v bistvu pri temu, da se jih zaščiti in problem pa so socialna omrežja, ker postajajo alternativni mediji. Ne. To bomo imeli še veliko težav, se bojim. Ja. Pa 100-krat bolj so nepreverjeni, ampak pač vse bolj zaupamo. Nekako tudi mladi millennials, kakorkoli, tudi gledajo bolj socialna mreža kot pa neko delo ali pa 24 ur. Težava je tudi, ker ljudje več, bom rekel, ne beremo, ne da ne berejo, ker imam jaz tudi to težavo, da pogledamo v bistvu samo izpostavljene dele besedila, ne. Ker imamo premalo časa in pol pogledaš sam na hiter nek okvir, kaj je članek. Ne. In tukaj pol tudi obstajajo določene manipulacije, pa te, naprimer, ko se zdaj tudi, sicer že tudi mediji poslužujejo te hitri videi, ne, reelsi, pa TikTok in tam v 30 sekundah ti izveš vse v novici. Ne. To je zelo nevarno, to je ful nevarno. In žal smo, kjer smo, ampak to se spet začne vse pri vzgoji in pri temu, da ti otroku vse nekako privzgojiš branje. Ne. Smo pa prišli tako daleč, da tudi mediji že zdaj to v 30 sekundah želijo en članek predstaviti javnosti. Ne. Ja. Ampak Jaz imaš tudi medije, ki piše tako,
SD podpredsednik je naredil to. Ne boste verjeli. In pa tako Ja. nekaj čist banalnega šova Tudi na to kajak, obstaja, na Ljubljance. temu se reče hook ali nekaj takega, ne vem, clickbait. Mislim, Ja, da je, ne. clickbait, ja. Ampak ok, se tu je, te medije bomo vedno imeli, fajn pa je, da se jih razmeji od tistih, ko so pa resni mediji, kjer imaš mogoče 3 strani, da moraš prebrati, da cel okvir vidiš, kaj je nekdo, čega je nekdo obtožen. Ne. Ampak to je vse pol povezan z veš, marketingom, pa to, da se oglašujejo zadeve gor in nekaj, kar ni brano, ne boš potem nekako financiral, ne, marketinško tudi. Tako da ja, tu imamo še veliko dela, kako se lotiti tega, no, ker tu še nismo najbolj na pravi poti. No. Kaj pa misliš o tem, da bi socialna mreža vse za mlade zamejili, kot recimo zdaj v Avstraliji? To je pa dvorezen meč, ker karkoli jim rekel, bom potem jezo neke mlajše generacije po mojem, ampak bom iskren, jaz mislim, da glede na raziskave, ki so bile narejene, glede tudi kognitivnih sposobnostih, ne, določene generacije, imamo veliko težavo. Ne. In če jim hočemo dobro, bomo seveda jih v prvi fazi šli izobraževati in njih in starše, ne. Ker tudi starše potem treba izobraziti na način, pogledajte, ne morete otroka pustiti 4 ure na TikToku na dan, ne. Potem spet jim razlagati, kaj pomeni vse te hitri movementi gor, da to tudi vpliva potem na razmišljanje in tak naprej. Ne. In mislim, da če se bojo te raziskave, v bistvu, če bojo kazale, da je vedno slabš, potem bomo mogli to zamejiti. Pol ni več vprašanja, ali smo za to, ali nismo, pol bomo pač mogli to zamejiti. Ker nočemo generacije, ki bo čustveno otopela, pa da bomo imeli generacijo, ki bo na koncu tudi čustveno prizadeta zaradi tega. Ne. In mislim, da bomo kmalu se mogli kot celota politika pogovoriti o tem, ali bi to naredili ali ne. V prvi fazi je potrebno izobraževanje. Ne. Če to ne bo pomagalo, potem bomo pač mogli začeti omejevati. Za dobro mladih pa verjamem, da bo marsikater mlad človek jezen, pa mogoče bo dobil občutek, da gre za neko podcenjevanje, ampak ne gre za podcenjevanje. Jaz vidim pri sebi, da imam težavo. Naprimer, jaz imam screen time, sicer večinoma zaradi službenih zadev, ampak če razdelim socialno mrežje, koliko sem tam, je že tudi skoraj zaskrbljujoč. Zato tudi TikToka nisem želel imeti. Ne. Ker vidim, da me to zagrabi, pa sem že jaz starejša generacija, ko nisem jaz toliko targetiran tu. Ne. Ja. In je velika težava in to bo ena izmed prioritetnih tem po mojem naslednjih 5 letih. Je upor bo, no, sem pač se vedno s nekimi takimi stvarmi, ker v bistvu ne moramo niti več brez njih. Tako da, če ti nekdo vzame nekaj, kar ti v bistvu toliko blizu, ne, če ti porabiš na nečem 5 ur na dan, je to v bistvu del tvojega življenja, dosti velik del tvojega življenja. To je že, dostop do socialnih mrež je že osnovna pravica v bistvu, ne, kar je prav zaradi tega, ker je povezano tudi delo in vse ostalo in tudi delo prihodnosti je povezano s tem. Ne. Zdaj že v bistvu CV-ja ne rabiš napisati, ker delodajalec pogleda tvojo socialno mrežo, pa mu je vse jasno, s kom ima opravka. Ampak mlajša generacija bo mogla razumeti, da tu gre res tudi za to, da se povečujejo duševne stiske zaradi dela socialnih omrežij. Ne. Tukaj smo mi tudi dosti delali na teh temah, ker sploh punce, pa tudi fantje so zelo podvrženi temu, kar vidijo. Ne. Da ne govorim potem o podobah, ki jih vidijo na socialnih omrežjih. To je izkrivljeno. To ni realen svet, kar je tam gor. Ne. In res, še enkrat, za dobro mladih se bomo mogli resno pogovoriti o tem, ali o regulaciji socialnih omrežjih, ali pa pač o omejevanju, ne. Pa izobraževanje. To pa bo mogli iti direktno v šolski sistem, nažalost. Ne. Ja, sej, starši so vse na prvem mestu. No. Če ti daš 3-letnemu otroku tablico, da ga ti ne rabiš zabavati, to je že kar problem. No. To je že alarmanten problem, ne, s tem, da potem dostikrat tudi vidim otroke, ko jim starš vzame tablico, pa doživi živčen zlom. Ne. Če starš tukaj, pa jaz nimam otrok, ne morem zdaj spametovati o starševstvu daleč od tega, ampak če vidiš, da je otrok dobesedno doživel že skoraj živčen zlom, ko si mu vzel igrico ali pa na splošno tablico ali pa telefon, pol se moraš res vprašati, ne, ali je to čisto normalno. Ne. In ja, imamo težavo tukaj. Ja, kar veliko. Ja. Ja, kar precej. Pa mogoče pred konc še, kaj bi priporočil v bistvu in mladim in pač vsem generacijam, kaj je neka tvoj nasvet? Kaj je moj nasvet? Karkoli bi zdaj tukaj govoril, bi tako klišejsko bilo, vse mladi ne rabite zdaj nekoga, da vam sploh pa nekoga iz politike, da bi vam deval nasvete, vi ste dovolj inteligentni.
dovolj osveščeni, da se mi zdi, da znate pametno se odločati. Ne. Bi bil pa moj nasvet to, kar sem že prej rekel. Zanimite se za to, kaj vam politiki sugerirajo, na kak način odločajo. Ne se bati tega, tudi da povete svoje stališča. Vedno manj je ljudi tudi na splošno, ki ne povejo stališč zaradi tega, ker nek pogrom potem pride nad njimi. Ne. Organizirajte se. Če politika ne bo šla v skladu z vašimi prepričanji ali pa z vašim nekako, kakor si želite prihodnosti, organizirajte se. Pejte pred državni zbor, pejte pred vlado. Ne se držati tistega, kar sem prej rekel, da morate metati karkoli v državni zbor, ampak ne bo argumenti tisti, ko jih boste metali pred politike. Ne. Tako pri medijih, ne. Politiki se vas moramo bati. In to ne se pustiti manipulirati. Sploh pa ne strani tistih, ko so že 3-krat bili predsedniki vlad, pa ne vem kaj vse so že imeli funkcije, pa še kar pametujejo, kaj bi še radi delali. Ne nasedati temu. Vsi pred volitvami bojo rešili svet, pa Slovenijo ne bojo. Sploh pa ne taki, ko so že 35 let na sceni. Ne. Kako dobro odgovor. Ja, hvala ti. Ne. Ja. Še je žirija pripravila 12 hitrih vprašanj, tako da ti sam čim bolj originalno, čim hitreje. Ja, ne, ali moram še kaj druga? Ne, tako vprašanje, sad tako kratki odgovori. Pa ali. Tako da boš videl. Si pripravljen? Po mojem nisem, ampak kdaj. Ja. Na kaj ste v svojem življenju najbolj ponosni? Na to, da sem si upal iti v politiko, pa da upam zdaj javno nastopati, kar včasih nisem upal. Kaj se vam zdi, da je danes v življenju preveč samoumevno? Svoboda. Parlament ali delo neposredno med ljudmi na terenu? To je v bistvu skoraj eno isto, ampak teren. Javna razprava ali mirna zakulisna pogajanja? Javna razprava. Kaj vas je v življenju najbolj zaznamovalo? To si me pa zdaj dobo. Politika. Ja. Najbolj koristna kritika, ki ste jo kdaj slišali? To si me zdaj spet dobo. Ja. Tega se ne bi zdaj spomnil. Ja. Mogoče to, da se nisi tega spomnil. No ja, to. Zgodnji jutranji sestanki ali pozni večerni strateški dogovori? Pozni večerni strateški dogovori. Zoom sestanek ali osebni pogovori? Osebni pogovori, definitivno. Kaj vam pri drugih ljudeh najhitreje zmoti? To, da niso iskreni. Najpogostejša navada pred spanjem? Telefon, nažalost. Nažalost. Trening v zaprtih prostorih ali gibanje na prostem? Gibanje na prostem. Kava pred sejo ali po njej? 7-8 kav na dan spijem, tako da ne odgovorim. In pred in po. Skozi. Evo, super pogovor, bi se ti rad zahvalil, da si bil z nami, da si se sploh odzval na vabilo. Ja, itak. Hvala tebi. Hvala.